Živijo, en lep pozdrav vsem skupaj. Danes imamo eno ful hudo temo, zakaj v gradbeništvu ali pa, ko se pogovarjamo z obrtniki, rabimo projektanta. Zelo pomembna tema, ki se na začetku poti gradnje hiše ali pa prenove hiše ali pa prenove vrta redko kdo zaveda, ampak na koncu, če želimo narediti res hud produkt ali pa hud projekt, je pa vloga projektanta še kako pomembna. In o tem bomo govorili danes. Predstavljajte si, da na vrtu potrebujete recimo leseno ograjo ali pa vrtno hiško ali pa recimo takšno vrtno sobo, v kateri sedimo zdaj. Imate sicer osnovno idejo, ne veste pa točno, kako bi zadevo izpeljali. Ogromno je na trgu podjetij, kjer je recimo delavec hkrati tudi trgovec oziroma oseba, ki vodi projekt. In tukaj sledi vprašanje. Na trgu je ogromno različnih materialov, ogromno različnih tehničnih rešitev. In težko je vse to znanje akumulirati, združiti v neko zdravo celoto, pa hkrati z isto glavo, z isto osebo, z istimi rokami to tudi narediti. Zakaj? Enostavno zato, ker nam zmanjka časa. Ali pa je naša glava preobremenjena, ker ne moremo absorbirati tolkenih podatkov. In tukaj vmes pride v igro projektant, ki pozna tehnične rešitve, ki pozna, kaj na trgu obstaja, ima čas, da se na to temo izobražuje, ima čas, da se izobražuje tudi, kako z ljudmi komunicirati. In na ta način lahko dober projektant za stranko načrtuje dober projekt. In če je projektant znotraj podjetja, recimo v našem podjetju imamo projektante zato, da komunicirajo z potencialnimi strankami in tudi da vodijo te projekte. In projektanti potem dajo navodila naprej proizvodnim delavcem, ker ta stik je pomemben zato, da se podatki ne zgubljajo in da na koncu naredimo kvaliteten izdelek, ki tudi izpolni pričakovanja stranke. Torej, naloga dobrega projektanta je, da se izobražuje na področju tehničnih rešitev, materialov in da je dober poslušalec. Naloga dobrega mizarja pa je, da vse to, vse dogovorjeno, potem tudi spravi v prakso, da naredi končen izdelek v bistvu na način, kot smo se zmenili. In ena oseba, opozarjam, ne more biti projektant in mizar hkrati, ker ne more absorbirati dovolj znanja, ker so dnevi prekratki. In kombinacija tega je ta prava. In tista podjetja, ki imajo projektanta oziroma vodijo projekta, za takšne stvari so sposobne narediti veliko bolj kvalitetne pa veliko bolj kompleksne produkte. Pa je izdelek, ki ga vodi projektant, dražji od tistega, ki ga vodi rokodelec oziroma mizar. Je dražji. Ampak verjemite mi, zaradi širine, ki jo s tem pridobimo, je vredno. Morate vedeti, tisto vrtno hiško ali pa ograjo ali pa pergolo boste ob hiši imeli postavljeno celo generacijo. In lahko vam je žal vsakič, ko pogledate, pa se spomnite na to. Torej, če povzamemo, dober projektant vas vodi čez ves tale labirint materialov, detajlov in tehničnih rešitev z namenom, da boste vi kot kupec na koncu zadovoljni, pa da mi izpolnimo vaše pričakovanje, kar daje zadovoljstvo tudi nam. Hvala, do naslednjič se vidimo. Čau, čau!